je za obvladovanje in ohranjanje oblasti potrebno držati roko nad 5 družbenimi oziroma državnimi podsistemi. To je policija, vojska, gospodarstvo, mediji in pa sodstvo. V demokratični družbi je pa dovolj, če imate pod svojim vplivom oziroma vsaj na svoji strani dominantno medijsko sfero. Slednjega se vrhunski politiki vseh opcij zelo dobro zavedajo in to je tudi njihova obsedenost z posrednim ali neposrednim vplivom na medije in medijsko poročanje. Mediji namreč v demokratični družbi posedujejo zelo pomemben monopol, to je monopol nad interpretacijo resnice. Vemo, obstaja absolutna resnica, ampak v družboslovju je resnic več. Bolje rečeno, obstaja več približkov ali pa variacij resnice kot posledica človeške subjektivitete. Prav zaradi tega so mediji v sodobni družbi najmočnejše orodje manipulacije z ljudmi. Takole. To manipulacijo izvajajo na različne načine, od zelo posrednih načinov, prefinjenih, sofisticiranih, težko zaznavnih, do dokaj neposrednih, direktnih, včasih tudi grobih in lahko prepoznavnih, določljivih. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj takšnih primerov. Novembra 2012 so v Ljubljani na Kongresnem trgu potekali veliki sindikalni protesti proti takratni Janševi vladi in uveljavljanju zakona o uveljavljanju javnih financ ZUJF. Mediji so takrat poročali, da se je na protestih zbralo med 30 in 40 tisoč ljudi. Tukaj na tem slajdu lahko vidimo njihove navedbe po različnih medijih. Zgolj nekaj mesecev kasneje je na istem mestu potekal shod Zbora za republiko, kjer so izražali podporo takratni Janševi vladi in seveda premierju Janši. Mediji so bili takrat pri številkah, koliko ljudi se je zbralo, dokaj zadržani. Poročali so o nekaj tisoč ljudi. Spletni portal nacionalnega medija je številko označil za 3500. To je slika posnetka iz zraka obeh protestov. Že na prvi pogled je jasno, da se je na obeh protestih zbralo približno enako število ljudi. Vprašanje se torej zastavlja, je na sliki 30 tisoč ljudi ali je na sliki 3500 ljudi? Kaj to je resnica? V resnici je resnica nekje vmes, neki računalniški strokovnjaki s posebnim programom izračunal, da bi je bilo tako na enem kot na drugem protestu približno 8500 ljudi skupaj s policisti, varnostniki in naključnimi mimoidočimi. Včasih slika pove več kot 1000 besed in zato je tudi slika priročno sredstvo medijske manipulacije. Vsi poznate naslednjo zgodbo o domnevnem očetovstvu kardinala Rodeta in njegovem sinu Petru Štelcerju. Tudi te fotografije ste verjetno že videli, bili so večkrat objavljeni na naslovnici tiskanega in spletnega dela. Namen skrbno izbranih fotografij je insinuirati neverjetno, nenaključno podobnost med obema akterjema zgodbe in s tem potrditi navedbe v tekstu, ki je o tem pisal. Epilog zgodbe vsi poznamo. Delo se je moralo kardinal Rodeto za svoje poročanje upravičiti na prvi strani časopisa. To so tudi storili. Tukaj lahko vidimo na kakšen način. Ne v naslovnicah ali pa pod velikimi fotografijami, ampak kar se da neopazno spodaj levo v manjšem okvirčku, da bi upravičilo spregledalo čim večje število njihovih bralcev. Zelo učinkovita propaganda, ki deluje na ravni podzavestnega, je, kadar politika vzamemo izven konteksta političnega, ter ga postavimo v kontekst, ki je domač in blizu ciljni publiki, saj ta ciljna publika dobi občutek, da je politik eden izmed njih. Ima enake vrednote, zanimanja, počne enake vsakdanje stvari, spleta odnose, čustvuje, skratka je zato podzavestno vreden zaupanja. Dolgo leta ideologi levice na takšen način preko svojih ženskih revij, kot so Jana, Lady, Obrazi, Naša žena in podobno, gradijo oziroma kujejo svoje nove politične zvezde oziroma vzpostavljajo podporo že uveljavljenim politikom. Mi si pa pogledamo aktualnejši primer na katoliški medijski orbiti, ki je morda ali pa verjetno plod naključja, morda pa tudi ne.
V velikonočni številki Praznična, to je revija, ki jo izdaja priloga podjetje Družina, je bil v času najhujšega spora med sorodnima strankama z isto ciljno publiko in neposredno pred evropskimi in državnimi volitvami objavljen veliki družinski intervju z predsednikom ene izmed vpletenih strank. Postavljen je bil v kontekst družinske priprave na bližajoči se velik krščanski praznik. Zelo učinkovito. Vendar metode medijske manipulacije niso vedno tako sofisticirane oziroma so mnogokrat bolj neposredne, direktne in tudi krute. Za dobro diskreditacijsko zgodbo je včasih dovolj nekaj osnovnih dejstev, na katerih potem razvijamo insinuacijske dodatke. Denimo, dejstvo A. V malem kraju Rogatec, občini Rogatec v Obsotelju, stoji osnovna šola, pred katero po nekem čudnem naključju še vedno stoji kip Edvarda Kardelja. Dejstvo B. Župan občine Rogatec je ugleden politik Nove Slovenije Martin Mikolič. Kakšno diskreditacijsko zgodbo lahko na slovih teh dveh dejstev spletemo? V naslovu nam članek sporoči, da vidni člani Nove Slovenije vse bolj stopajo po poti Kučanovega demokratičnega socializma. Na to nam v uvodu pove, da so se preimenovali v krščanske demokrate, kar je sprožilo salve smeha. Da so se poleg komunistov v stranko infiltrirali tudi pripadniki gejevske nevidne moči. Ampak še bolj kot to je posebej važen strankarski ideološki temelj, ki je skoraj neverjetno Kučanov demokratični socializem. Slednje pa dokazujete dve stvari. Najprej zlizanost vodje poslanske skupine Mateja Tonina z nekdanjim prvim partijcem Kučanom in pa dejstvo, da ta stranka ščiti politične like, ki so bili Kučanov vzor. Seveda na podlagi spomenika v občini, kjer je župan član Nove Slovenije Martin Mikolič. Razumemo, človeku se v takih člankih seveda zgor nasmehne, ampak nasmeh hitro mine ob diskreditacijskih primerih, ki gredo mnogo pod mejo še sprejemljivega. Takšne si pogosto privoščijo v enem tedniku na drugi strani političnega pola, to je Mladina, in med najhujše zagotovo spada primer, v katerem so družino poslanca Branka Grimsa preko slohovnega in tekstovnega materijala primerjali z družino nacističnega propagandista Josefa Goebbelsa. Bolj kot sama objava Mladini je morda zgražujoče ali pa zaskrbljujoče dejstvo, da sodišče na prvi stopnji v tem ni videlo ničesar spornega. Pogledali smo si nekaj primerov z obeh strani, vendar je treba poudariti, da je politični vpliv nad mediji v Sloveniji zelo neenakomerno porazdeljen. To je približno 75 proti 25 v prid ideologov politične levice, ob čemer je od politike neodvisnih medijev bore malo, saj je na deformiranem in nekonkurenčnem medijskem trgu izredno težko preživeti. Zakaj je temu tako, zdaj ni časa, mogoče pozneje v debati, ampak to zaprtost medijske scene zadnje leto vse bolj razbija svetovni splet, ki svojo svobodno naravo omogoča vzpostavitev in razvoj necenzuriranih, nereguliranih, predvsem pa stroškovno dostopnih medijskih modelov. S tem se v koncu mojega uvodnega dela sem prišel do področja, s katerim se sam specifično ukvarjam in ga kot eno izmed izhodišč prepuščam za debato v nadaljevanju. Hvala za enkrat. Dobro večer. Najprej bi vas pozdravil, in ker je razumljivo, da vsi ne poznate Novega glasa. To je tednik, o katerem dve besedi bom povedal kasneje, ampak sem prinesel nekaj številk od zadaj, ko boste šli na levi strani, pa vzemite, tako da boste videli, kako to zgleda, da je to suveren časopis, ker tisto, kar me najbolj boli, recimo, ko se misli, da vse, kar je v zamestu, da je neko samotarnanje ali pa manj vredno. No, dobro večer vsem. Mediji te lahko naredi ali uniči, je naslov nocojšnjemu večeru in organizator me je zaprosil, kot tudi kolege, naj strnem nekaj uvodnih misli v 6 minutah,
Kar je lahko premalo, je pa tudi lahko več kot dovolj v današnji poplavi besed, napisanih in izgovorjenih, največkrat seveda neslišanih. Ker ne maram govoriti, kot je danes v modi, vsaj pri nas v Italiji, kjer živim, se pravi govoriti kot v reklamah, slogani, s kratkimi frazami, ki se sicer lepo slišijo, so udarne, narejene za efekt, takojšen učinek, se bom raje ozrl še na skupen naslov vseh letošnjih Nikodemovih večerov, ki so pod skupnim naslovom Pojdite na obrobje. Besede papeža Frančiška, ki nas, tiste, ki skušamo živeti kot kristjani, pošilja na periferijo, na obrobje vsega. Bom še dodal, da ta isti sveti oče doma na vsak teden v svojih nagovorih od duhovnikov najprej in na to od vseh nas zahteva, naj dišimo po ovcah. In vsi tisti, ki vsaj malo poznamo kmečki svet, vemo, da ovce ne dišijo, ampak smrdijo. Da ne bom posploševal, bom rekel, da vsaj meni ovce smrdijo, kot ponovadi smrdijo periferije mest, obrobja nasploh. Pa me prav tja pošilja sveti oče, ko od mene zahteva, naj ne bom sužen starih krščanskih navad, črke in zahteva od mene prevetritev tudi v jeziku. Da, jezik. Jezik, ki ga razume današnji človek, jezik, ki ga razumem sam, jezik, kateremu sem že po poklicni poti zavezan kot častnikar, jezik, za katerega je nekoč bistroumni mislec slikovito dejal, da je dom, ki je tako velik, kot je tvoje poznavanje jezika, v katerem se izražaš veliko. Živim na periferiji, na obrobju slovenskega jezika, izražam se v slovenskem jeziku, pišem za slovenske ljudi, ki vsi skupaj plavamo in živimo v morju italijanske omike in italijanskega jezika. Ko me italijanski prijatelji vprašajo, komu je namenjen tednik Novi glas, vedno resnicoljubno povem, da je namenjen manjšini v manjšini. Če nazaj takoj ne dobim kakega vzdiha in vzklika, coraggio ragazzo, è dura, no, coraggio fant, je težko, ne? Pa gotovo dobim visoko dvignjeno vprašujočo obrv in dolžan sem obrazložitev, da je Novi glas namenjen tistim, ki hodimo k maši, tistim, ki hodijo k maši. Seveda ne samo njim, a že v njegovi ustanovni listini, nastavi iz Goriškega katoliškega glasa in Tržaškega Novega lista, piše, da moramo biti pisci zavezani vrednotam demokracije, slovenstva in krščanskemu izročilu, etosu. Ja, manjšini pišem v manjšini in zato vsakodnevno zavezanje za čisti jezik, saj naš tednik Novi glas edini doseže marsikatero družino s slovensko besedo in zato informira, posredno tudi formira bralko in bralca, mu ohranja in mu bogati slovenski jezik sredi italijanskega 60-milijonskega morja. Obrobje smrdi. Ja, verjemite, da zares smrdi. Tudi zaradi tega odhajajo naši najboljši mladi v tujino, kjer ostanejo in naša narodna skupnost nima nikdar več nič od njih. Čisto nič. A je ne obrobju narodnega telesa tudi lepo. Z roba namreč bolje vidiš v sredino, celoto, če že hočete, in se tudi zato silno težko privadiš na dejstvo, da Ljubljana največkrat ne vidi niti do vrhniškega klaca, samozadostna kot je. Medite naredi in medite uniči. Kako gre, ko je to spoznanje, ko moraš kot urednik napisati nekaj v trenutku, ko se obesi vaški duhovnik v slovenski vasi na obrobju. Njegov škof pa po nekaj urah da v javnost sporočilo, v katerem svetu naznanja, da je, citiram, da je bil pokojnik pred 17 leti storil hudo dejanje 13-letni deklici, konec citata. A pokojnikovega očeta nihče ne pokliče, da bi mu povedal, da mu je sin storil samomor. Nadalje v tiskovnem sporočilu piše tudi o nekih pismih, ki jih pa nihče od kolegov ni videl, resnici na ljubo povedano.
Premislek in tehtanje vsake besede, ki jo seveda takoj izniči rumeni tisk, tukaj bom pa rabil prav vaš izraz, poden od podna, je premorno za to, kar so naredili v Sloveniji, namreč, ko so z naslovom o gnusnem pedofilskem dejanju, potem, ko so mi ukradli spleta tudi fotografijo pokojnega duhovnika. Ja, obrobje smrdi, a še toliko bolj navijaško klanjanje. Kaj klanjanje? Klečanje kolegov v domovini, ki svojo službo varuha resnice prodajo za majhen krožni kleče, takoj, ko se najde gospodar, ki jo ponudi. Ponovadi je tudi vedno isti. In zato ni nič čudnega, če sem s težavo vseeno iskreno zapisal pred časom ene svojih zapisov, v katerih se nenehno sprašujem, kaj sploh počem tukaj, da se ne prepoznavam več v tej moji domovini, ki so jo plenilci vseh vrst in sort spremenili v to, kar sedaj je, gotovo neprijazen dom vsem tistim, ki smo morali oditi, a smo jo vedno nosili v srcu in ostali vedno zavezani slovenstvu, svobodoljublju, iskanju resnice in pravice, iskanju vseh tistih, ki so potisnjeni na rob, na obrobje, kamor me sedaj pošilja sveti oče. Ko mi je lansko leto umiral oče, ležal je nepokreten, potem, ko je vse življenje ostal zavezan zemlji, bil je eden tistih majhnih vipavskih kmetov, ki jih ni več, ki so pod Italijo bili poslani v posebne kazenske bataljone, ko so v Afriki postali prekomorci, se pridružili narodno-osvobodilnem gibanju in so prišli v Jugoslavijo že med vojno. Dočakali konec vojne in bili takoj potisnjeni na stran. Ko mi je torej umiral oče, a ni mogel umreti, sem vsak dan hodil z otroki k njemu, skušal sem mu vlirati nekaj življenja in sem zato 5 dni pred njegovo smrtjo ob prihodu prižgal tranzistor, radio. Pol 4 je ura bila, vedno je rad poslušal poročila. A kaj, ko se je oglasil glas napovedovalke, ki je že uvodoma poročal o tem, kako so na Slovenskem spet poslali v stečaj neko podjetje in ljudi na cesto. Globok vzdih z postelje je bil dovolj, da sem ugasnil, a z postelje je prišlo z jasnim glasom: prekleti denar, da bi jim denar segnil v rokah. Nato je oče pomolčal in čez čas še dodal: in da bi jim kasneje še roke segnile. 12-letni sin Luka, ki je bil z mano pri očetu, je rekel samo: ma dej, no, dej. Sam pa sem v avtu ob odhodu pomislil, da je oče poimenoval denar tako, kot so ga imenovali teologi v svetlem srednjem veku. Lo sterco di Satana, lo sterco del diavolo. Satan odrek, hudičev drek. Medij te lahko naredi ali uniči. Za mediji pa je vedno denar. Vedno denar, denar. In vendar me sveti oče pošilja na obrobje. In vendar sem še prepričan, da velja iskati človeški obraz tudi danes, ko se presega samo na denar, denar, ki še kako pogojuje obstoj vsakega medija, tudi mojega časnika. Kakšna zmota, kakšna laž, ko se misli, da je kopičenje denarja, bogatstvo in še enkrat še večje bogatstvo edina garancija za lepo, dostojno življenje. Že srednji veški menihi so to vedeli, ko so oznanjali z drugimi besedami isto, kar oznanja danes papež Frančišek. Da je deležen posmeha on, se mi ne zdi čudno. Če sem ga že jaz, ko so mi samo zaradi nekaj jasnih in resnicoljubnih zapisov, v katerih sem se dotaknil tem, ki se nažalost še vedno pometajo pri nas kot pred progo, udrli v zasebno pošto, mi naredili veliko škode, mi pošiljali anonimke, grozili, z anonimkami seveda, celo ženi. Ko sem kolegov v Sloveniji vprašal, potem ko mi je računalniški tehnič empirično dokazal, da je svinjarija po elektronski pošti prihajala iz Slovenije, kaj lahko naredim po pravni poti v Sloveniji, mi je v dan usodo resignirano odvrnil. To je v Sloveniji na dnevnem redu, ne sekiram se. Pa se, še kako se sekiram. Odkar pa sem videl, da se na Slovenskem uporablja ukradeno elektronsko pošto kot vir za pisanje mnenjskih člankov,
pa sem pri sebi napravil jasen rez. S temi in takimi pa se ne bom šel. Že res, da Italija, v očeh povprečnega Slovenca, ne velja za ne vem kako razvito demokracijo, a zaradi takega zapisa bi v Italiji vsak častnikarski kolega zavedno letel vse državne zbornice novinarje. Da v sodnem procesu, ki bi sledil in bi ga prav kruto udaril po denarnici, niti ne govori. Znanec, visoki bančnik v tujini, mi je pred kratkim z malce zlobe poslal sila kratek zapis. Kot visok predstavnik banke ima pač pogled v clipping najpomembnejših novic z vsega sveta, v katerem je pod naslovom Press Obituary, kar bi sam prevedel kar s povednim posmrtnica za tisk, podan sila natančen prikaz dokončne smrti tiskanih medijev, časnikov torej. Niso si edini samo v tem, ali bo to čez 5 ali 10 let, lastniki kapitala pa točno vedo, da smrt za častnike bo. Posmehljivo stoji zapisano tudi, da smo edini, ki v to ne verjamemo, novinarji sami. V nadaljevanju zgoščenega zapisa je še navedenih nekaj podatkov o tako imenovanem robotskem novinarstvu, ki ga velike agencije že uporabljajo za vreme, šport in finančne zadeve, ga bodo pa v prihodnje še razširili, kot je v zapisu tudi zapisano, da bomo častnikarji vse slabše plačani, a tudi to, da nas bo vedno manj. Edina svetla nota je v tem, da lastniki kapitala, ki so naročili raziskavo in jo tudi uporabljajo za svoje namene, da ti lastniki kapitala povedo, da bo v častnikarskih vrstah preživela edino elita tistih, ki so kakovostni, kot tudi nadalje navajajo, da se bo kakovost maloštevilnih novinarjev zvišala. Prihodnost torej, v kateri bo manj novinarjev, ne bo več klasičnih založnikov v današnjem smislu in ne časopisnih glav, bodo pa preživeli tisti, katerim bodo bralci verjeli. In se vračamo na začetek našega poklica. Zavezani smo namreč iskanju resnice. Tudi na obrobju, kjer smrdi, in morda še bolj v sami sredini, kjer danes smrdi še bolj. Hvala lepa. Razprava o naravi in vlogi medijev na Slovenskem je kot povest o Jadi kači in slepem polžu. Vedno znova se vračamo na začetek zgodbe, ki se glasi, ali so mediji zaradi bralcev, gledalcev in poslušalcev, ali zaradi koga drugega oziroma tretjega. Povedano drugače, kaj je pri nas narobe, če se mediji bojijo politikov, ne pa politiki medijev. V kolikšni meri mediji ustvarjajo realnost, v kolikšni meri pa jo zgolj interpretirajo. Ko bom poskušal razložiti, v čem je bistvo današnje medijske politike, kaj novinarji, uredniki in pa lastniki počnejo v svojem poklicu, bom naletel na precejšnje razlikovanje med slovenskim medijskim prostorom na eni ter domnevno primerljivimi državami na drugi strani. Kot da bi govorili o dveh različnih svetovih. Ne gre za znanstveno fantastiko, temveč za dejstva, ki so tudi empirično dokazljiva. V tej točki se kaže, da živimo, kot bi dejal oksfordski profesor filozofije Nick Bostrom, v računalniški simulaciji. Kogar zanima provokativna teza o računalniški simulaciji, si lahko na spletu poišče Bostromov esej Are you living in a computer simulation?, v katerem prek logičnega sklepanja prihaja do zaključka, da skoraj zagotovo živimo v računalniški simulaciji. To se pravi, da je vse okoli nas le nekakšna matrica, nekako tako kot v istoimenskem filmu. Če se s področja filozofske ontologije premaknemo nazaj proti izhodiščni temi, lahko postavimo tezo, ki odgovarja na dilemo o medijih kot interpretih realnosti oziroma njenih kreatorjih. Mediji postajajo vedno bolj kreatorji resničnosti in zaradi tega je medijska industrija močnejša od vojaške. V svoji zadnji knjigi Novice, navodila za uporabo
britanski filozof Alain de Botton, razpravlja o strahotni odvisnosti od medijske industrije in fenomenu novic kot nove religije 21. stoletja. Misli predvsem na našo odvisnost od vsakodnevne doze novic, brez katere se nam zdi, da ne bi mogli živeti. Alain de Botton konstatira, da kdor obvladuje medije, dejansko ustvarja tudi novice. Na ta način zmaguje tudi v političnem boju in neposredno vpliva na družbeno-ekonomsko dogajanje. Že v prvem stavku predgovora svoje knjige izpostavi usodno prepletenost novic s človeškim življenjem, kajti novice veljajo za nekaj najbolj normalnega, preprostega, samoumevnega in običajnega na svetu, tako kot dihanje ali mežikanje. Novice so torej produkt medijske industrije in ta okrogla miza je namenjena medijem. Spričo svojega vpliva na življenje množic so novice danes omnipotentne in omniprezentne. V tem najdemo določene religijske korelacije, čeprav na koncu manjka zadnja instanca, namreč Bog. Tega v medijih ni, saj bi sicer obiral medijsko slovo produkciji resnice. Pravzaprav je nujna množina, kajti v svetu novic ni samo ene resnice. Resnic je toliko, koliko jih mediji potrebujejo. Zaradi tega se včasih zdi, da je v svetu medijev in novic Bog mrtev in da je posledično dovoljeno vse. Nietzsche in Bartol se srečata v točki, kjer ni nič resnično. To pa pomeni, da je industrija novic zavzela tisto mesto v človeški družbi, ki predstavlja monopol nad odločanjem o tem, kaj je res in kaj ni. De Bottonu je seveda lahko, ne samo zato, ker je milijonar in ker živi v privilegiranem okolju londonske visoke družbe. Anglija je zibelka demokracije v Evropi in ima neprimerno više standarde glede novinarstva kot vzhodna Evropa ali Balkan. Zato je težko izhajati iz njegovega osnovnega spraševanja, kaj nam novice pravzaprav sporočajo. Tisti Evropejci, ki smo pol stoletja živeli pod pokrovkom medijske cenzure, imamo drugačen zgodovinski spomin. Za Alaina de Bottona sta v tem kontekstu literarno-filozofsko relevantna George Orwell ali Huxley, ki sta pisala o avtoritarnem, strogo nadzorovanem svetu, v katerem imajo novice vlogo uradnega lista. Za nas pa je kontekst malce drugačen, bolj konkreten, manj filozofski in prav nič literaren. Desetletja se mu je reklo glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva. Tradicija častnikarjev kot javnih delavcev ima v naših krajih preveč globoke korenine, da bi se prekinila sama od sebe. V zadnjih 25 letih se je lastniška struktura tiskanih medijev spremenila le delno. Do revolucionarnih sprememb je prišlo na televiziji, radiju in internetu, ki je še vedno najbolj odprt in demokratičen medij v Sloveniji. Obenem je tudi najbolj ekonomsko siromašen, saj oglaševalska industrija poskrbi, da tja ne pride omembe vredna količina denarja. Glavna koncentracija oglasov je na televiziji, torej tam, kjer je možnost vplivanja na javno mnenje še vedno največja. Lastniška struktura dnevnikov. Izjeme so Finance, športni dnevnik Ekipa in po novem tudi Večer, je enako logična, saj je posrednji vpliv paradržavnih podjetij in bank tisti, ki onemogoča neodvisno in avtonomno uredniško politiko. Če ne bi bilo tako, potem bi na Delu, Dnevniku ali Primorskih novicah gledali druge uredniške obraze. Če ne bi bilo tako, bi negativna selekcija skupaj z ubogljivostjo oziroma ubogljivostjo ne veljala za edini kadrovski kriterij. Zaradi vsega tega je Slovenijo naivno primerjati z drugimi državami, kjer se politiki bojijo medijev in ne obratno. V drugačnih okoljih se politika in politiki ne ukvarjajo z mediji, ker je to neokusno in predvsem preveč deviantno, da bi bilo lahko uspešno. Piscem, kakršen je citirani Alain de Botton, se ni treba ukvarjati z banalnostmi medijsko utesnjene in zatohle družbe, zato svojo pozornost usmerjajo na vsebinska vprašanja. Pri tem prihajajo do zaključkov, ki do določene mere sovpadajo z našimi spoznanji, kar dokazuje univerzalnost dilem glede sodobne medijske industrije. Ena od teh dilem je najnižji intelektualni imenovalec, kateremu je prilagojen nivo zahtevnosti.
Saj je pomembno zgolj to, da vsebina zadosti okusu čim večje množice ljudi. Ni pomembno, če so zgodbe plehke, vprašljivo verodostojne ali celo bizarne, pomembno je, da se dobro prodajajo. To so resne dileme sodobnega žurnalizma, ki se utaplja v antiintelektualizmu. Niso od včeraj, smo jih zgolj zanemarili. Novice so po koncu druge svetovne vojne počasi, a revolucionarno preoblikovali našo družbo. Zmožnost videti tja, kamor naš pogled prej ni segel, je ustvarila globalni medijski trg, na katerem lahko vsi načeloma izvemo o vseh. Toda za kuliso politike, ekonomije, sveta zvezd, naravnih nesreč in zanimivosti se skriva sofisticiran sistem filtriranja novic, ki določa mainstream medije, njihovo uredniško politiko, kar na koncu te, na rekovajih, prehranjevalne verige ustvarja javno mnenje in ohranja družbeni status quo. Mediji v Sloveniji imajo pred seboj drugačne izzive. Otresti se vpliva politike bo v bistvu še najlažje, kajti politika izgublja vpliv in se vedno bolj podreja lobističnim krogom in ekonomskim interesom. Danes je nemogoče preživeti brez oglasov. Preiskovalno novinarstvo je prva žrtev tega dejstva. Edino še spletni mediji si lahko privoščijo s pomočjo tako imenovanih žvižgačev objavljati prispevke, v katerih s podporo socialnih omrežij razkrivajo zgodbe, ki jih v klasičnih oziroma mainstream medijih praviloma ne najdemo. Kajti objava bi prinesla neposredne in takojšnje ekonomske sankcije. Živimo namreč v času, v katerem so samostojnost, neodvisnost in avtonomija vrednote, ki izumirajo. Zanimive samo še za ekscentrike in druge čudake. Vsi ostali uživajo v krasnem novem svetu filtriranih novic in instantnega medijskega poneumljanja. Hvala lepa. Veseli me, da so vsi trije gosti pred mano že skoraj vse povedali, tako da meni ne bo potrebno res veliko. Sem pa opazila, da se precej strinjamo, kar se tiče te slovenske medijske krajine. No, začela bi z mislijo glasbene legende Jima Morrisona, ki je nekoč izjavil Whoever controls the media controls the mind. Skratka, kdor nadzoruje medije, nadzoruje tudi človeške misli. Kar je res. Recimo, pogledajte, ogromno ljudi še danes meni, da so stvari, ki so zapisane v časopisih, povedane na televiziji, sveta resnica. Kajti, če ne bi bilo res, že ne bi bilo v časopisih ali pa, ne vem, na televiziji ali kakorkoli. Ljudje so po eni strani, kar se medijev tiče, razen tistih, ki so, oziroma smo, no, sej jaz nisem tako zelo, insideri, skratka, ljudje so v osnovi, kar se medijev tiče, še vedno zelo nevedni, zelo naivni in iskreni, nekateri tudi iskreno neumni. Zato so tudi idealni za srkanje vseh sort manipulacij, kar so že pred mano povedali drugi govorci. In to je tudi razlog, ta nevednost, neumnost ljudi, je tudi razlog, zakaj že toliko let divja ta besna vojna, kar se tiče lastništva medijev, ustoličevanja odgovornih urednikov in pa rezanja oglaševalske pogače. Namreč, v času Jugoslavije so mediji služili izključno kot režimsko glasilo oziroma režimska glasilo komunistične partije. Dolga desetletja totalitarizma in popolna odsotnost delne ilustracije od osamosvojitve Slovenije so potem pripeljala do še večje zmede. V političnem smislu so se nekdanji trdi komunisti zgolj navidezno prelevili v demokrate, navidezno, V novinarskem smislu pa je še naprej obveljalo zame nekako čudno, nelogično prepričanje, da je politiki treba nekako služiti, tako kot se je njej služilo pač v prejšnjem socialističnem režimu. Skratka, ja, politiki volkov, ki so takoj po osamosvojitvi začeli trgati prej družbeni kapital in si polniti žepe. Skratka, tej politiki je bilo treba služiti. Na ta način smo dobili tajkune,
Novinarji so začeli služiti tudi njim, kam je to pripeljalo, danes vidimo. Ne? Skratka, če povem en stavek o novinarjih, pa mislim, da že tako si vejo, da nimam ravno pozitivnega mnenja o slovenskih novinarjih, ne? Ampak ves čas so ostajali nekakšna prostovoljna, ponižena služinčat in zelo veliko novinarjev je še dan danes takšnih. En primer bi sem na kratko povedala iz svoje osebne novinarske kariere, sicer vse tisto, kar pač se je dogajalo z mano, itak najdete na internetu, ker je bilo vedno vse javno, a ne? Pozitivno, negativno, kakorkoli. No, spomnila bi na leto 2003, ko so me z dela poslali, leto 2003, morate vedeti, da leta 2003 v Sloveniji beseda cenzura še ni obstajala. Ne? Takrat, če si omenil, da so te cenzurirali, so vsi novinarji rekli, ne, no, dajno mir, kaj pa je stalo, ne? Tega ni bilo. Ne? Beseda cenzura se je dejansko začela v Sloveniji uporabljati z prihodom Janše na oblast. Ne? Mislim, da bi se to lahko strinjali tudi drugi sogovorniki z mano. Ne? No, v glavnem, naj povem ta primer. Ne? Leta 2003 so me z dela poslali na intervju s tedanjim nemškim zunanjim ministrom Joschkom Fischerjem. Ker sem mu na intervjuju postavljala provokativna vprašanja o njegovih burnih mladih letih, ko je na policijo metal kamne, molotovke in tako dalje, je nemška ambasada intervenirala in intervju ni bil objavljen. Moral bi biti objavljen v prilogi Dela in slovenskih novic in uredniki so rekli najprej, da bo objavljen, da je dober, potem pa naslednji dan, ko je nemška ambasada poklicala, to pa ni v redu. Ne? Zadeva potem pač ni bila objavljena. Ne? No, posnetek intervjuja je bil objavljen na Radiu Študent, za kar jih moram pohvaliti, ker so pač proti, ampak oni so itak vedno proti. Ne? Skratka, da se je zgodila cenzura, pa je v tedanji oddaji Trenja in na to še v eni svojih knjig zapisal takrat zunanji minister Dimitrij Rupel. Ampak zanimivo je, kako so tukaj reagirali novinarji. Namesto tega, da bi me podprli in se uprli cenzuri, že takrat, kajti nedopustno je, da kdorkoli razen urednika in novinarja odloča o objavi teksta. Res, meni se zdi grozljivo, da se v to, kaj bo nekje objavljeno, vtikajo vsi, od lobistov do direktorjev, do skratka, ne vem, raznih oglaševalcev in tako dalje. Skratka, novinarji, namesto da bi se že takrat uprli cenzuri, so pljuvali po meni z argumenti, ki so izjemno zanimivi. Češ, da tako pomembnega tujega politika ne bi smela spraševati takšnih stvari, kot sem jih spraševala. Skratka, da bi se morala nekako prav prikloniti pred njim. Najbolj zabaven pa je bil argument v narekovajih, da menda sploh ne bi smela delati intervjuja, ker sem bila po njihovem mnenju premlada. Stara sem bila 23 let. A veste, to je, kakšen argument je to? To je tipičen socialističen argument. V socializmu je obstajala ta hierarhija. Namreč, kdaj, kdo, kaj sme in kako. Lepo, po vrsti, koga vse moraš, bom povedala po domače. Mislim, obljubila sem, da se bom lepo obnašala, zato bom vsem kakšne besede zadržala. Ampak v socializmu je bilo tako, da pač toliko se ga še spomnim, ker toliko sem se živela v socializmu, 12 let. Vem, da je bilo tako, da so ljudje vedno rekli, moraš biti lepo tiho, moraš biti pridan, moraš se tistemu prilezniti, on je tam glavni. Skratka, koliko podplatov moraš polizati, da prideš do ne vem česa. In to se je v Sloveniji obdržalo. In to je zelo žalostno.
Samo malo, da se ne izgubim. Skratka, v socializmu je obstajala lestvica, v demokraciji, kjer naj bi mi živeli, ampak mimogrede, to bom sam povedala, da demokracija tudi ni ravno zdrav sistem, ker demokracija ni nič drugega kot diktatura večine in kot je Churchill rekel, ne, da je demokracija v bistvu najslabši možni sistem, ampak zaenkrat boljšega še nismo našli. No, v glavnem v demokraciji, v zdravem kapitalizmu pa sta, po mojem mnenju, edino merilo sposobnost in kakovost. Nima veze, a je nek novinar star 18 let, 23 let ali 50 let. Če bo našel dobro zgodbo in jo bo dobro napisal, je to njegovo in to je to. Ne? V slovenskih medijih pa je dolga leta veljalo, da mlad novinar ne more priti do dobre zgodbe in tako dalje. Recimo, meni osebno se je zgodilo že, ne vem, če se mogoče spomnite, leta 2004, ko sta se skregala Dimitrij Rupel in Zdenka Cerar in sta se pisala ena besna pisma in to je pomenil velik razkol v LDS-u. V glavnem, Dimitrij Rupel je napisal, no, je pač eno smešno pismo, ne, on to večkrat je naredil, ne. No, in jaz sem bila prva, ki je dobila tisto pismo v roke. In jaz sem pač s tem pismom odhitela seveda na televizijo, takrat sem bila v službi na Pop TV na 24 ur in cela ponosna, kaj imam, top štorijo, ne. No, a vam povem, kaj se je zgodilo, ne. Uredniki so tisto pismo meni vzeli, češ, ker zgledam preveč kot smrklja in to ni dovolj verodostojno, ne. In potem so tisto pismo dali novinarju Vladimirju Vodušku, zato, ker je pač on že bolj siv in ima kravato in tako in to je bolj kredibilno, njemu bodo ljudje bolj verjeli, ne. No, in evo, jaz sem ostala brez top štorije. Kaj ne rečem? Take stvari se dogajajo v medijih, ne. Mislim, verjetno se dogajajo še dan danes, ampak jaz več toliko ne delam za temi zadevami, ne. Sicer pa, da zaključim, da ne jamram, je zadeva glede medijev zelo, zelo jasna, kot so že vsi trije pred mano povedali, je tako, kdor ima denar, si lahko takoj kupi lepo podobo. Kdor denarja nima, si je ne more kupiti. V medijih je vse naprodaj, levih, desnih, katerih koli hočete, to sploh ni vprašanje. Vse in vsakdo ima svojo ceno in vsi so, oziroma da ne izvzamem sebe, vsi smo pod kožo krvavi, a ne? Je pa še ena zadeva zanimiva, ne? Ta ceh kot ceh še vedno tako funkcionira, kot funkcionira in ko na zapisano opozorite glasno, brez zadržkov, s pravimi identitetami se lahko poslovite od nekega lastnega življenja, dobesedno, ker boste končali kot izobčenec, ker sem tako končala jaz in to zelo dobro vem, ne? Prej je gospod povedal, da sem napisala 3 knjige o domnevnem zakulisju. Jaz sem jih seveda pisala o zakulisju, kateremu sem bila jaz osebno priča, ne. Seveda tisti drugi ljudje lahko rečejo, to pa ni res, ne. Ampak dejansko, kako bom povedala, živimo v času zelo težke krize, ne. Življenje je res strašno in zelo sočustvujem z ljudmi, ki trpijo. Hkrati pa moram zelo pogosto uporabiti izraz I told you so. Vse sem vam povedala, ne? Tako da, jaz imam na sodišču samo še 2 zadevi, obe sta na ustavnem sodišču, ker so nižje inštance odpovedale. Nekako sem se pa tudi odločila, da ko na ustavnem sodišču končam, da neham pisati o politiki, gospodarstvu in nasploh o tej nori državi, ker mislim, da v tej smeri gre vse oziroma v tej državi gre vse v tisto smer. A ste gledali mogoče film Idiocracy? Poznate ta film? Idiokracija. No, to je bil blazna uspešnica, je bila pred leti. Predlagam, da si pogledate ta film, v to smer gre ta država. Ne samo ta država, ampak v bistvu večji del sveta, v idiokracijo. Skratka, v neke sorte demokracijo, kjer samo še idioti prevladujejo. In to je to.
A moram še kaj? Drugi del, v katerem bomo imeli debato. Vsi ste že pravzaprav dali dobre iztočnice, povedali nekaj. Lahko rečemo, da se pravzaprav vsi strinjamo, oziroma se strinjate, da so mediji dokaj aktivni akter, da ustvarjajo realnost. Mogoče malo osvetlimo to vprašanje, kateri mediji pa so v Sloveniji pri tem najbolj uspešni. Ali če vprašamo po drugi strani, glede na, bi rekel, omejen bazen katoliških medijev, se poraja vprašanje samo po sebi, ali imajo recimo ti sploh, torej katoliški, kadrovski, finančni potencial za sploh kaj takega, kolikšni mediji, mogoče začnemo najprej tega. Ne vem, če sem ravno rekel, velik poznavalec katoliških medijev, ampak če poskušam nekoliko laično razmišljati, mislim, da ta pridevnik bi lahko nekoliko zavajajoč in predvsem omejujoč. Kolikor imam izkušnje, recimo, da sem nekaj let delal za garaško medijsko hišo Stirija, vprašanje krščanstva oziroma recimo temu vrednot, krščanskih vrednot, ki so, mislim, da se glede tega vsi strinjamo, temelj moderne Evrope, velja prepričanje, da mora vsak medij, ki je relevanten, ki nekaj da na svoj ugled, te vrednote spoštovati, oziroma jih na nek način vojiti. In ni potrebno, da je zaradi tega deklariran kot katoliški medij. Če pa govorimo bolj v ožjem smislu, če gre za, recimo, glasilo škofijske konference, ali pa če gre za eksplicitno katoliško glasilo, v tem primeru govorimo seveda o mediju, ki ima tudi ožji krog odjemalcev. Ampak jaz sem razumel to vprašanje širše. In vprašanje katoliških vrednot, ali pa krščanskih vrednot, boljše, ima v Sloveniji problem, ki v bistvu razgalja nenačelnost in pa v bistvu tudi neprofesionalizem dominantnih medijev, ki jih tare en osnovni problem, in to je nespoštovanje dostojanstva človeka. Jaz sem potreboval 8 let službe, rekel, v tujini, oziroma 8 let sem moral delati za eno tujo medijsko hišo, da mi je to postalo tako jasno, da sem od takrat naprej zelo pesimističen glede prihodnosti slovenskih medijev, ker mislim, da nimajo razčiščenih osnovnih pojmov. Tako da, tukaj po mojem ne gre toliko za to, da v Sloveniji morda vlada neuravnoteženost v medijskem prostoru, o čemer bi se lahko strinjal. Jaz bi bolj izpostavil ta neprofesionalizem in pa nespoštovanje človekovega dostojanstva, ki se kaže in v bistvu izhaja iz enega osnovnega dejstva, ki se meni zdi grozljivo, in to je to, da ustvarjalci, uredniki in tudi lastniki, ki pravzaprav so slabi lastniki, ker so njihovo osnovno poslanstvo je v številnih primerih daleč stran od medijev, ustvarjajo to, kar ustvarjajo zase, za svoje frustracije, za svoje komplekse. In so v bistvu bralci, gledalci, poslušalci na koncu njihovega zanimanja. In po svoje se mi zdi dobro, da nas je kriza, ki v Sloveniji zadnje 4-5 let zelo občutna, šele v bistvu spomnila na to, da bo na koncu prišel ta veliki poračun, ko bo v bistvu velika večina teh medijev, o katerih sem govoril, ostala brez vsega, ostala brez gledalcev, brez bralcev in brez poslušalcev, ker bodo enostavno proizvajali vsebino, ki je sama sebi namenjena. In
zdi se mi, da gremo počasi v to smer in da se ta razvoj najbolj občutno kaže na področju tiskanih medijev. Mogoče še gospod Pavel, vi ste urednik katoliškega medija. Ja, moram reči, da tukaj sem dolžan se strinjam z Dejanom, eno pojasnilo, ker gotovo ne poznate dobro. Katoliški medij toliko, kot je Novi glas tudi naslednik katoliškega glasa, ki je bil katoliški, se pravi že v samem naslovu, je pa tudi naslednik, nastal je namreč pred približno 20 leti združitvijo Tržaškega Novega lista, ki je bil dosti bolj liberalen, in goriškega katoliškega glasa. Liberalen, vas lepo prosim, tukaj bom tako, kot je kardinal Schönborn pred časom v Ogleju, ko je Italijanom govoril, je rekel tako, najprej bom povedal, o čem bom govoril, in je razložil pojme. In bom vam povedal, da liberalen nima nobene zveze s tem, kar se na slovenskem rabi pod pojmom liberalni. Da ne bi slučajno mislili povezovali s kakšno, ampak liberalni so bili tisti Slovenci po drugi svetovni vojni, ki se niso prepoznavali v, recimo, komunistični partiji, v tistem, in so hoteli imeti svoje glasilo, ki je bilo glasilo, ki je imelo krščanske vrednote, ampak so združevali tudi tiste ljudi, recimo po domače povedano, ki niso hodili k maši, so bili pa Slovenci, ki niso pristajali na to, da moramo vsi trobiti v isti rok. Mene bolj kot to vprašanje katoliških medijev bom obrnil stvar, bom rekel, in tukaj mislim, da je ta naslov, ki sem videl, pojdite na obrobje, mene dosti bolj moti, recimo v Sloveniji, če lahko rečem, dve stvari, če me motita. Jaz sem operativc in bom govoril s primeri, se pravi človek, ki si umaže delo, to sem mislil, ko sem rekel, da smrdi. Ko greš na obrobje, si moraš umazati roke, tisti, ki dela, si umaže roke. Mora iti. In grozljivo je, kar je Dejan zelo lepo povedal, v Sloveniji predvsem to, da časniki, ki govorimo o časopisih in pa posredno v vseh medijih, kako so militantno pomeni vojaško, ampak prav prusko vojaško nastrojeni proti cerkvi in proti krščanstvu. Mislim, tega težko, da bi našel kjerkoli, recimo na Zahodu. Ti imaš v Franciji, pa tudi v Italiji, izrazito antiklerikalne časopise, se bodo borili vsemi sredstvi, ampak te osti tega, jaz nikjer ne bom doživel to, kar sem doživel tukaj v bližini, ko sem parkiral, ko nekdo zvedel, da je Novi glas, pa da pač poročam tudi o zadevah cerkve, a ste vi pa krščanari, ne? In potem sem globoko vdihnil, moram povedati, pa povedal, da ni prav tako, da je drugače. Jaz bi rad povedal, da v Italiji, kjer hodi k maši, se pravi, da je praktičnih katoličanov le 6% ljudi, ponavljam, 6% ljudi hodi k maši. Pravijo recimo, da se jih deklarira 10 do 12%, ampak empirično dokazano je, da je 6%. So vsi veliki mediji, ki so vsi laični, bom povedal tiskane medije, bom govoril Corriere ali pa La Repubblica, imajo vatikaniste. Vatikanisti so izvedenci za vatikanske zadeve, se pravi za Rim, za papeža, za zakulisja in to, ki so ponavadi laiki in meni so bili svetel vzgled poročanja. Recimo tako pri Corriere della Sera kot pri Republiki, recimo, to so, jaz sem jih nekatere osebno spoznal, to so bili ljudje, ki nimajo ničesar skupnega s tem pogrošnim
iskanjem vedno krivca in vedno ali pa tega za vsako ceno, kot je pri nas. Druga stvar, in s tem bom pa končal, recimo tisto itno obrobje, mene dosti bolj zanima vprašanje kot človeka, ki skuša biti kristjan, kot sam rečem, ker tudi te pravovirne kristjane, mislim v smislu, tiste, ki rečejo, jaz sem pa to podučim danes, da ima prav papež Frančišek, ko nas pošilja na obrobje in pravi, dajte začne prevetrite malo vaše vrste. Jaz se pa sprašujem, kako je možno, da nobeden v javnosti ne nastopa kot kristjan. Zdaj mi je čisto jasno v Italiji, v naši manjšini, tisti, ki poznate našo razdvojenost, ki je pač zgodovinska danost, ki smo jo podedovali mi, da katoličani niso imeli besede, ali pa verniki do osamosvojitve so bili tisto, da nas še danes imajo zabele ali pa tako naprej, da sem predstavljen kot kristjan in da bom se tak v javnosti vedel in tudi kot tak nastopal. In to pogrešam v Sloveniji, recimo, da bi za nekoga vedel, čakaj, ta pa je, recimo, ne skriva svojih krščanskih vrednot, pa da bi ta človek lahko delal v enem izrazito laičnem časopisu. Jaz bi rad delal, sicer se to najbrž ne bo zgodilo, enkrat skupaj z Dejanom, da bi se o določenih stvareh, in to pri našem novem glasu skušamo, zato bom rekel, mi je malo ozek, da smo katoliški, zato ker mi v novem glasu objavljamo tudi zapise ljudi, sodelavcev, jasno, denarja je izjemno malo in dobre sodelavce, jaz bi delal odličen časopis, če bi mi dali denar, ker bi pač izbral, ampak ljudi, ki se ne prepoznavajo v krščanstvu. Jaz imam lajke, ki jim odprem vrata. Samo dejstvo je, da moramo govoriti o tistih temeljnih človeških vrednotah. Grozljivo je dejstvo, da mi po 20 letih, oprostite, ker sem sam maturant slovitega Vipavskega semenišča, maturiral sem 76 leta, iz katerega je šlo okrog 250 duhovnikov in se šlo precej, bi rekel, takih intelektualcev, kajti kot je rekel pokojni profesor Otmar Črnilogar, niste prišli sem, da vas bomo iz vas izučili cerkovnike ali pa nežnarje, ampak duhovnike, škofe, pisatelje, zdravnike, izobražence, da po 20 letih, da se vrnem, ne vidim umeščenih v prostor in časenih krščanskih ljudi iz škofijskih gimnazij danes. To pogrešam. Jaz sem celo neko zdravnico vprašal, ki vem, da je končala v Šentvidu in s tem bom končal. Se rekel, oprosti, ampak vse ti lahko rečem, se rekel, vsi vem, iz naših vrst smo lahko prišli dinozauri, mi je rekla, da ima pač taka stališča glede nekaterih stvari, da so pač kot dinozauri. Ampak se rekel, vsaj nekje smo umeščeni v prostore, vsaj veste, kje ste pa vi? Ja, je rekla, jaz moram pa najprej za svojo kariero poskrbeti, pa smo pa o tem pogovarjali. Ne gre tako. Mi smo plačali, določeni ljudje smo plačali svoje izbire. In vam povem, da imate pred sabo človeka, ki si ne bo prepenjal nobene medalje, ker če mi gre kaj na jedra, je to, da danes jaz poslušam, kako hudo je bilo, pa točno vem, da mu čist nič ni bilo pod socializmom hudo, ker je to modno. In še drugo, sem imel dobrega očeta, ki je bil predsednik Vaške zveze borcev, pa smo hodili v cirku, tako ponosno. To so primorske zgodbe, mogoče jih ne poznate, ampak mi jih poznamo. Mi smo hodili v cirku
smo vedeli, kaj je krščansko izročilo in lahko povem, da moj oček se reče, da se ne da nič napraviti in pokojni Žgur, njegov prijatelj iz Lož, sta dosegla, da je bila občina Ajdovščina edina zveza borcev, ki ni obsodila Nove revije 57 številke. In jih sta, ona dva sta jo prebrala, jaz sem namreč jo kupil, prinesel, so jo prebrali, jo hranim kot relikvijo, ki je črna tako kot to, ker so pač možakali brali to zvečer. In ko so videli, ko so zahtevali tovariš, ki je bil poslan iz Ljubljane v Ajdovščino, da bodo dvignili roke vsi, niso dvignili rok, se pravi, da se tudi takrat dalo. Hočem povedati, pa ne da bomo tukaj nekaj si pretenjali, ne vem kaj, ampak živeti neko normalno. In se strinjam z Dejanom, ko pravi, da tukaj ni ničesar normalnega. Kako je mene prizadelo to, kako se je dvakrat ubilo človeka, posvečenega človeka, ker veste, kako hudo je že to, da se zve, da je duhovnik storil samomor. Vse tiste, ki hodijo v Kmaši, rečeš, kako ni videl ničesar, pa da se ga še enkrat ubije, brez vseh dokazov, ampak samo iz neke osti militantnega nasprotovanja vsemu, kar je crkvenega, to kaže na neko razbolelost družbe. In nisem prišel sem, da bom jaz pravil, da dajo recepte za Božjo voljo. Ampak hočem, ste razumni, sami pomislite, da to je nekaj nenormalnega. Tukaj bom pa citiral še Umberta Eka in Jacques Le Goffa, oba sta laika, ki oba govorita o svetlem srednjem veku, zato se rekel, ki pravita, posebno Umberto Eko je rekel, hočete se boriti proti nekomu, hočete biti revolucionarni danes, mladi protestirate proti Coca-Coli, edini način, da protestirate je, da je ne kupite. Pika. Hvala lepa za izčrpen odgovor. Mogoče bi se pri Rok, ki si omenil, da se v zadnjem času ukvarjaš predvsem z spletnimi mediji pa z družabnimi omrežji, tudi z vaših nastopov nekaterih je bilo, ste postavili tezo, da ti recimo lahko prispevajo k večji uravnoteženosti, k večjem, bi rekel, odprtosti prostora. Po drugi strani me pa zanima, je mogoče nevarnost tudi, da ravno zato, ker je to medij, ki je relativno na lažji način dostopa množici, da pišejo pač svoje mnenje in tako naprej, da se mogoče javna beseda zaradi tega kvaliteta javne besede znižuje, vsak lahko napiše, kje je to razmerjeno. Pa se slišimo? Se slišimo? Se slišimo? Tule. Zdaj pa bom. Delno ta ocena drži, oziroma ta nevarnost, vendar, če postavimo na tehtnico vse, kar internet s svojo naravno svobodo in neomejenostjo, nereguliranostjo in necenzuriranostjo lahko prinese v prid pluralizacije medijskega prostora na eni strani in na drugi strani to nevarnost, ki je bila izpostavljena, to pomeni, da bi se razvodenela kvaliteta javne besede, je po moji oceni tehtnica zelo nagnjena na prvo stran. Sploh, če veliko pogledamo, v zadnjem času se na spletu pojavlja večje število različnih mnenjskih spletnih strani, medijev, iz tega miselnega kroga, recimo konzervativne misli, pa tudi ekonomsko-liberalne in podobnega. Imamo časnik.si, imamo Kritika konzervativna, imamo Portal Plus, imamo Iskreni.net in še številne druge. Medtem ko recimo na drugi ideološki premici, to pomeni na levici, tovrstnih spletnih projektov pravzaprav ni ravno veliko, tu pa tam se kakšnega najde. Vprašanje pri tem je, zakaj je temu tako? To je zgolj ena izmed kolateralnih posledic medijske situacije na tradicionalnem medijskem trgu, zato ker neki intelektualci politične levice oziroma njeni pisci imajo odprte kanale do tradicionalnih medijev. Medtem ko desnica, recimo, teh kanalov nima odprtih oziroma ta miselni krog, o kateri sem govoril. In ta miselni krog je zdaj našel svojo novo priložnost na svetovnem spletu in je tudi uspešno izkorišča. Po drugi strani pa, glede te nevarnosti, ko smo govorili,
da bi se razvodenila kvaliteta besede. Splet deluje po nekih drugih konkurenčnih principih kot recimo tradicionalni mediji. Namreč, kdor je na spletu dober, se bo z mehanizmi, ki jih splet omogoča, njegova beseda se bo razširila v večje število ljudi. Poznamo viralnost, poznamo Twitter, kjer se delijo kvalitetne objave. Mi imamo Facebook in na neki dolgi rok se na spletu izkristalizira kvaliteta in postane znana, jasna in se nekvaliteta ne zgubi. To je polje zdrave konkurence za razliko od tradicionalnih medijev. Skratka, internet sam po sebi že poskrbi, da po naravni poti se izstopajo tisti, ki so boljši, ki so bolj kvalitetni in to v bistvu naredi po naravni poti. Tako, internet je sfera čistega liberalizma. Zaradi tega je nevaren družbi in ga želijo regulirati. Obstajajo že določene osnutki novega zakona o mediju, ki imajo seveda ne neposredno, ampak posredno ambicijo, da se svetovni splet zregulirajo. Na tak način, da bi se podobni medijski projekti, kot sem jih omenjal, ne bi mogli zgoditi. To se da narediti recimo tako, da zakon o medijih določi, da mora imeti vsak medij, ki je registriran v razvidu medijev, v ta namen zaposlenega človeka, ki bo skrbel samo za pravice recimo novinarskega kadra. Mi pa vemo, da ti projekti temeljijo na neki nizkocenovni medijski dostopnosti oziroma dostopnosti medijskih modelov, kar internet omogoča in to je njegova prednost. In te medije se da zatreti tako, da jim naložiš neke dodatne stroške, ki jih potem ti ne uspejo nositi oziroma prenesti. Ker gledamo dolgoročno ali pa prihodnost, se tudi internet srečuje oziroma spletni mediji na internetu srečujejo z enim velikim problemom, ki je povezan z samo naravo interneta. Narava interneta je namreč njegova brezplačnost. In ljudje na spletu niso vajeni ali pa niso pripravljeni plačati informacije. Vsaj za zdaj še ne. In to je največji izziv pred medijskimi spletnimi projekti. Za zdaj funkcionirajo mikroprojekti ali pa določene mnenjske stvari. Na spletu pa ne more tržni model uspeti, kjer bi imel medij, ki bi zagotavljal lastno produkcijo, kontinuirano produkcijo, terensko produkcijo nekih kvalitetnih vsebin. Tega zdaj že ni in to je izziv za prihodnost za spletno medijsko sceno. Ana, ti si nekako v nekem smislu ekspert za kulisne dogajanja. Pa me zanima tvoje mnenje glede tako imenovanih naročenih, plačanih prispevkov. Se mi zdi, da v javnosti tega se ne sliši toliko, ampak gotovo lahko z upoštevanjem tega dejstva razložimo marsikatero zgodbo. Mogoče ti tvoj vidik na to? V vsakem primeru, a se slišimo, ali si ugasnil? Mislim, da ne, se slišimo. Ok, v redu, pa se slišimo. No, v glavnem, zelo veliko je tega pisanja po naročilu, plačanega pisanja. Ta plačila potekajo na zelo različne načine. Lahko so to posamezniki, recimo posamezni lobisti, posamezne oglaševalske agencije. Lahko so to recimo prav podjetja, ki potem, ne vem, zahtevajo recimo, ne vem, kako naj točno razložim, ne maram teoretiziranja, ali lahko povem en konkreten primer, no, upam, da ne bo to zameril. Ni cenzure. Dobro, gledaj, tukaj ni cenzure, končno ne, vse, ko bom prišla in bom slišala. V glavnem, spomnim se leta 2008, 2007, 2008, ko je prišel Danilo Slivnik na delo in potem so se tam dogajale razne kolobocije in Slivnik je svoj Mak, tedanji medij, prodal Delu in potem se je Delo odločilo na nek način ta Mak likvidirati, a ne? Skratka, in kako so drugi mediji spremljali to zadevo, ne? Nekateri mediji so popolnoma ignorirali, ne? Nekateri mediji so se absolutno postavili na stran Dela, češ, ko, ja, zdaj v lasti Dela, mora biti takšna politika, kot jo ima pač
delo, ne, skratka, Mag bi moral postati kar naenkrat levičarski ali kakršenkoli že, ne. No, zelo zanimivo je bilo pa pisanje Financ. Finance so nekaj časa izjemno korektno poročale o tem, kaj se je takrat z Magom dogajalo na delu. Potem pa kar naenkrat, in to mi je povedal odgovorni urednik, takrat je bil v.d. odgovornega urednika Maga, Silvester Šurla, danes je na Reporterju odgovorni urednik. Kar naenkrat Finance več niso hotele objaviti nekega mnenja njegovega, ne? In čez 2 dni se je na spletni strani Financ, zgoraj, kjer je največja pasica oglasna, objavil oglas za Probanko, ne? Probanka pa je tista banka, ki je bila najbolj povezana oziroma izjemno povezana, tako osebno skučano za levico in tako dalje, ne. Skratka, če to razlagaš take zgodbe ljudem, ki ne poznajo vseh teh oseb, vseh teh firm, vseh teh povezav, vseh teh poznanstv, vseh teh, da ne rečem, res tračev, ker to dejansko deluje tako kot en sam velik grozen trač, ne. Te gledajo tako debelo in si mislijo, da je tepce malo rola, ne. Ampak dejansko to tako funkcionira, ne. Plačujejo se stvari. Poleg tega morate vedeti, da recimo afere kot, ne vem, razne afere, ne, zdaj, okej, bom rekla pač za tiste, ki jih osebno poznam, ne, recimo afere, kot so se dogajale, recimo takrat Mladina, Marjan Podobnik, ko so ga toliko sesuvali, ne, da je okej, dobro, vsak politik ima svoje dobre slave lastnosti, Marjan tudi ni najbolj idealen človek ravno na svetu, a ne, ampak vseeno, je bilo zelo krivično, kar se je dogajalo, ne. In tisti teksti, recimo, so prihajali na Mladino napisani na roko. Prinašali so jih LDS-ovci. Lektorice so same pripovedovale, da so jih samo pretipkovale. Vse to je bilo plačano, naročeno. Jaz osebno sem delala na Direktu. Igor Omerza, danes veliki publicist, ne, me veseli, da je očitno doživel duhovno preobrazbo, vsakemu je to dovoljeno, a ne, zelo cenim to, kar danes dela, ne. Ampak Igor Omerza je leta 2005-2006 pisal tako svinske članke o svojih kolegih iz tedanje LDS, ker takrat je bil še v LDS, ne. Take članke je pisal, da me je kap zadela. In bila sva v Oštariji, kako se že imenuje tam bolj na robu Ljubljane, na Robe. A se reče na Robe ali na Robe? Na Gode. Ne. Na Robe je, ne? Na Robe, ja. Sediva midva tam, ob vrčku, refoška, pijeva in malo potegneva iz žepa list, ne, reče, Ana, ti posluši, tole bo jutri v Direktu. Jaz vzamem list, ne. No, in res je bilo tako, ne. Tist list je, no, potem nesel uredniku Direkta, mojemu nekdanjemu šefu Bojanu Požarju in potem je bilo to pač objavljeno in seveda ni bil podpisan Omerza, ne. Podpisan je bil pač Požar. Take stvari se delajo v medijih, so se delale in, kar je najbolj tragično, se bodo še delali. Hvala. Preden nam gospod Steinbuch se bo upravičil, ker ima še druge obveznosti. Eno vprašanje je bilo direktno za vas iz publike. Pravi gledalec, glede na vse, kar smo slišali slabega v našem novinarstvu, se lahko vprašamo, kakšne novinarje producirajo na FDV-ju. A je ta mlajša generacija novinarjev kaj drugačna? Je kaj, kakšno vaše gledanje na to? Ne vem, bom pa verjetno v kratkem lahko to, ko rečem v kratkem, mislim, upam, da v prihodnjih 2 mesecih lahko to preveril, ker bomo verjetno tudi na FDV izobesili en list, kjer iščemo nove novinarje oziroma sodelavce za en nov medijski projekt in bomo lahko videli, kaj se bo tam prijavili. Moje dosedanje izkušnje so pa
recimo temu, relativno neutralne. No. Kot urednik žurnala sem seveda imel tudi nekaj novinarjev FDV na praksi. Sem ponosen zato, ker so danes vsi renomirani novinarji na različnih medijih in te so se, bom rekel, kar izkazali. Je pa res, da so se vsi bolj kot ne zanimali za zunanjo politiko in kulturo. Problem seveda je dobiti dobre pisce za področje notranje politike pa gospodarstva. Tukaj pa ne vidim druge rešitve, kot da se vzgoji eno celo novo generacijo piscev. Problem seveda je ta, ker za tak projekt potrebujete precej denarja, ker je na koncu seveda to eden od pomembnih faktorjev motivacije. Če pa govorimo o tej generaciji, ki je zdaj stala tam med 25 in 30 let, jaz nimam nobenih težav ali pa strahov, te ljudje seveda nimajo v glavi nobenih čipov in se ne bojijo nekih upokojencev iz kakšnega ozadja. Jaz lahko na tem mestu povem, da nikoli v karieri nisem bil deležen nobenih groženj. Nikoli. Ne grizi roke, ki te hrani. No, to ni bila grožnja sicer direktna, ampak ja, lahko rečem, da sem imel še najslabše izkušnje kot urednik Demokracije, kjer sem prišel v konflikt z enim od lastnikov in to je bila socialdemokratska stranka, oziroma danes je bila SDS. Takrat je bil en tak pogovor, ja, ampak drugače kot urednik, se pravi 4, 5, 6 let, moram reči, da direktnih poskusov vplivanja na vsebino nisem bil deležen. Je pa res, da sem imel ta privilegij, da so bili naši lastniki Avstrijci in da so bili pač a priori nastrojeni proti kakršnemkoli poskusom vplivanja. In to so seveda slovenski politiki pa igralci v gospodarstvu vedeli, ne, zato niso poskušali. Ne. Seveda, kazen pa pride, ne, in jaz po tistem, ko sem končal sodelovanje s Tirijo, imam velike probleme, zato ker jaz ne morem postati urednik enega slovenskega medija, ker me pač na ta položaj ne bojo postavili. Ko sem že prej govoril, to je pač negativna selekcija, zaradi katere imamo na vodilnih mestih, recimo mainstream medijev, imamo urednike, imamo pač ljudi, ki nimajo takšne zgodovine, ki bi bila lahko za koga sporna. In v tem primeru se išče vedno ljudi, ki recimo ne ustvarjajo problemov. Ja, lahko tudi tako rečemo. Ne sprejemam poteze, da tukaj vlada neka prisila ali pa neko ustrahovanje, kjer, veste kaj, če bi to bilo tako hudo, ne, potem bi, mogoče bi kdo porekel, bil en primer z nekdanjim novinarjem Večera Mirom Petkom, to je sicer res. Morda tista zgodba ni samo novinarska zgodba, tudi kakšno drugo ozadje, ampak kar bi rekel, da v zadnjih 25 letih v Sloveniji ni fizično bil napaden z njegovo izjemo noben novinar. Kar pa seveda ne pomeni, da se ne uporabljajo druge oblike kaznovanja in ta ekonomski pritisk na socialno eksistenco, na socialno substanco, je pa po mojem zelo hud in pojasnjuje, zakaj v bistvu ni preiskovanih novinarjev, zakaj pravzaprav nihče noče brskati v področja, ki bi lahko za sabo potegnili določene posledice. In seveda, če imamo vse to pred očmi, če povežemo 1+1, potem je popolnoma jasno, zakaj v Sloveniji noben tuj investitor ni bil dobrodošel, ker oblast in predvsem pa lobiji, ki vodijo to državo, nimajo nobenega interesa, da bi bili lastniki medijev neki tujci, ki se požvižgajo na neke slovenske politike, ki jim vržejo dol telefonče in poskušajo soliti pamet. Takšnih lastnikov si oni ne želijo in naredili so vse, da v Sloveniji takih lastnikov z izjemo financ, ki pač so tudi omejene za svoje vsebine,
takih resnikov v Sloveniji. Hvala lepa, jaz bom se hvalil. Mogoče za veš, tukaj imamo vsakega gosta. Eno delice, tako da hvala, da si se odzval. Nekaj še malo časa, da ne bo se samo vsa krivda, bi lahko rekli temu tako, zvalila na medije. Namreč, verjetno je tudi vpliv medijev odvisen tudi od tega, koliko so pa odjemalci za to dovzetni. Če govorimo o ustvarjanju te navidezne resničnosti ali pa realnosti, kolikšni meri pa so recimo slovenski odjemalci kritični do medijskih objav ali pa jih vzamejo za suho zlato, recimo temu tako, v primerjavi, mogoče tudi tujini v Italiji, recimo. A smo mi bolj dovzetni za to? Ne vem, jaz bi tukaj odgovoril najprej zelo na kratko, bi dal kar živ primer na prejšnjem vprašanju o FTV-ja, ki pri nas je splošno znan kot rdeča univerza, ne? Še vedno se rabi, kje pa ti študiral. Mislim, da pri Novem glasu pa tako majhni redakciji, kot je naša, smo pomagali zrast enemu fantu, ki je danes vi ga v Sloveniji poznate, to je Andrej Černic, ki piše za Reporter samo o gospodarstvu in je bil pri meni na praksi že kot študent in jaz sem zelo slab v klasičnem smislu urednik. Ker sem imel zelo trga urednika, ki je kričal in bil tak, ampak sem se veliko naučil in Bog mu da je večji mir in pokoj, doktor Legišo, sem jaz ne kričim in predvsem pa se zavedam, da mladem treba pomagati in da prostor. O tem je Dejan govoril, ko je rekel, to stane ogromno. In danes je po 12 letih Andrej suveren in je končal na FDV-ju. V začetku, pa če moram povedati pa to, ko je pa prihajal, no pa izrazoslovje tipično socialistično in pa popraviti s par pogovori. Zares, mislim, ker pač tako si naučen, tudi zgodovino, če boste vi brali enega mladega, enega zgodovinarja iz Zahoda, ali pa zgodovinarja, ki je zrasel pod realsocializmu, je čisto drugačen jezik. Jezik je vse, poslušajte mene. Z jezikom, ko zaznate v jeziku aroganco, vedite, da tisti človek ne gleda človeškega obraza, da je arogantež, da vas podcenjuje, ne ga brati. Ampak to so temeljne stvari, recimo, kar se pa tega vprašanja tiče, mislim, da je zelo kolega povedal, kje smo na razpotju danes. Na razpotju jaz govorim seveda kot tiskani medij. Dejstvo, da je, se nevarno približujem 60 letom, tiskani mediji nimajo več mladih naročnikov, ne? To je treba povedati. Tiskani mediji, se pravi jaz, zrodništvo, če hočem, da se obstajati, moram določene vsebine objavljati na webu, ki mi jih nihče ne plača, na spletu. Ampak, da se pa vrnem k vsebinam, tukaj smo vsi malo govorili o cenzuri, ki prihaja od zunaj. Najhujša je pa tista cenzura, ki se imenuje samocenzura, o kateri pa nihče ali pa nas je zelo malo pripravljenih govoriti. To je tista cenzura tukaj, ko je Dejan rekel, ko je vodil jasno, jaz delam v drugih razmerah, pa ne misliti, da je vodenje v manjšini enega časopisa, ki je blizu neki stranki. Ne misliti, da mene ne pošiljajo kam v telefonskih pogovorih ali pa me pritiskajo name. Jaz sem pisal kolumne, če lahko osebno povem, ker me všeč, da Ana tudi to pove, moramo biti praktični. Sem pisal
No, meni kolumna ni lep izraz, zato ker je iz angleščine, ampak sem pisal za različne, bom rekel, tako cerkvene medije kot rdeče medije. Mislim, sem pač pisal. So me pa skenslali oboji v trenutku, ko sem se dotaknil stvari, ki jih je treba dati pod preprogo. Ko se, ali pa če si preveč resnicoljubno. Jaz imam kolege, ki niso nikoli v življenju, ponavljam, nikoli v življenju imeli nobenega problema. A veste zakaj? Ni res, da tisti, ki molči, 9. odgovori. Tisti, ki molči, potrdi stanje. Ali pa nima česa povedati. Ana se bo strinjala z mano. Mi imamo kolege, ki mirno živijo, zato ker ne bodo nikoli napisali mimo vrste ene vejce. Jaz jih tako sočno imenujem, jaz vem, kje sem in vem, da ne smem uporabljati sočnih izrazov, ampak vam povem, da OR je premalo povedati, to preznarit je to. Mislim, v naših vrstah, ker veš dobro, jaz točno vem po 2 tednih, če pride mlad fant ali pa punca, če bo kaj z njega ali ne bo. Zato, ker to, če bo kaj, če bo imel probleme, kot jih imela Ana, če bo znal kaj povedati, če bo dal kaj svojega ali bo pisal kroniko. Mislim, tisti, ki bo pisal kroniko, še tako, da bo spustil, kar je tisto. Hoče povedati, tukaj je tudi te samocenzure. In s tem končam zdaj, da ne bom preveč o tem govoril, ampak vam povem, na dolgi rok, toliko časa sem že v tem poslu, na dolgi rok postane nemogoče. Rezultat, otepljiv v moje familije, jaz imam 3 otroke. 2 sta že na univerzi, 3 hodi zdaj na klasično gimnazijo, klasični licej, kot sta prvi 2, se pravi, da je zamik več. Ampak že tamali pri 10 letih je rekel, jaz pa ne bom nikoli častnika. Ker vidijo tiste stvari, ki jih vi ne vidite. Vidite, kaj prineseš domov, pritiske, vidijo, kako mečeš telefone, vidijo, če hočeš nekaj spremeniti. Jasno pa je, če mene vprašate, da me ni nikdar zanimalo, il quieto vivere, miren sen. Vi imate ljudi, ki so pri 18 letih stari, mene to ne zanima, me ni nikoli, arena življenja, Cankarjeva, tisto me zanimalo. Nikoli nisem prenašal tega, paste pa ne pod prejšnjem režimu, pa ne, jaz postanem besen in mi reče, da pomir se, tak karakter imam, smo pač temperamentni, ampak to, da se mi odreka meni pravica v vse slovenski družbi, da bi jaz rekel zjutraj, kot lahko rečem, prijatelj komunistov v Italiji, sem bil premašil ob 8 zjutraj, pa se pa dobiva, ker imam prijatelje, ne? In on jasno ni šel in ne bo šel nikoli, ampak je to nekaj normalnega. Medtem, ko v javnosti nastopi, si vedno nekaj meni. Tega ne prenašam in mislim, dokler sami pri sebi ne bomo razčistili, govorim za mojo kategorijo tistih, ki smo, da se splača iti na rok, se splača umazati tudi roke s tem, se splača kakšenkrat biti, jaz za ene sem desničar, za druge sem komunist, zdaj sem zvedel v Kopru od nekega poštenega duhovnika, je rekel, veš, tukaj se prav prijelo, da si ti socialist. Pa se rekel, pa kaj mi poveš? Se rekel, ja, se je prijelo. In veste zakaj? Zaradi te nesrečne našega Damoklejevega meča, ki ga imamo nad sabo, te naše preteklosti, ki poznamo pod tem nesrečnim imenom Slovenci, ki mu rečemo sprava. Ne? Ker nismo sposobni narediti tega, kar sva se prej s gospodom Česnikom končal, ampak zares, to zelo iskreno povem,
narediti tega koraka, ko so se z gospodom prej pogovarjala 2 minuti in sva se ujela tega, kar je rekel svetniški pokojni kardinal Carlo Maria Martini, ko je za laični časopis Corriere della Sera na prvo stran napisal iz Betlehema, kamor je šel na stara leta poročevati Sveto pismo, ko se upokojil, je napisal, da ko je opisoval boje med Palestinci in Izraelci, da bi morali začeti, in tukaj se pa vrnem na slovensko, pred govorjenjem o spravi začeti skušati razumeti in sprejeti bolečino drugega. Glejte, to so tako močne antropološke človeške besede in ko tega ni, potem prihajajo. Jaz sem vse bolj prepričan, da skoraj vsi problemi, vse kar se na idejnem tiče na slovenskem, izvirajo prav iz tega, da si ne pustimo povedati, prvič nas niti ne zanima bolečina drugega in drugič nas niti ne zanima se poslušati, pa se pogovarjati, pa poiskati neko skupno dobro, s katera bomo kot narodno telo živeli. Hvala lepa. Ker vidim, da nam počasi zmanjkuje časa, bom še malo mogoče za zaključek eno vprašanje dal. Glede na to, kar smo se danes povedali o medijih, o njihovem vplivu in njihovi moči, da tudi ustvarjajo realnost, da manipulirajo in tako naprej. Kaj torej priporočate bralcem, občinstvu, poleg seveda, da morajo brati časnik, ki si že malo nakazal, da je prihodnost tudi v spletu in tako naprej. Kako naj posameznik najde, na kakšen pristop naj ima, da bo poiskal prave informacije, oziroma še dodatno vprašanje, katere medije vi vsi trije spremljate in jih imate za kredibilne, recimo? Bom pri tebi začel. Tela? Zanimivo vprašanje. Moramo vedeti, da današnji povprečni bralec, poslušalec ali pa državljan te države se sooča z enim velikim problemom. Ta problem pa je neverjetna inflacija informacij, s katerega vsakodnevno iz vseh strani bombardirajo. In 90% teh informacij je manipulativnih oziroma namenjeno neki manipulaciji njegovih mnenj, njegovih čustev, njegovih zaznavanj in njegovih prepričanj. S cilji, da kupi točno ta produkt, da voli točno to politično stranko in tako naprej. In skratka, ko se nek tak posameznik konec dneva sooči s vsem tem in svojimi običajnimi dnevnimi problemi, je zelo težko najti tisto energijo, s katero bi lahko ločil zrno od plev. To je eden največjih problemov sodobne informacijske družbe. Ni problem pomanjkanja informacij, ampak je problem preveč informacij. Lahko bi rekli, ja, naj razvije kritično zavest, postavi kritično distanco, naj prebere 10 medijev na dan, se kdo ima čas, da bi to vse počel. Tako da, v slovenski sceni je potrebno mogoče razmisliti, kateri so tisti mediji, ki še vedno obstajajo, pa niso neposredno preko podjetij v državni lasti, ki jih nagrajujejo preko oglasnih prostorov, pa preko subvencij, pa preko razpisov, pa preko avtorskih pogodb in podobno. Kateri so tisti mediji, ki so od tega neodvisni? In tiste medije se splača brati. Jih je zelo malo, ampak obstajajo. Recimo na tiskanem trgu, jaz tako vidim Finance. Medtem ko na spletu se jih vedno več najde. Zato, ker je strošek produkcije mnenjskih vsebin, ne govorim zdaj o novičarskem portalu, kar je večji zalogaj, omogoča in njegova narava svobodomiselnosti in nereguliranosti omogoča neodvisno in samostojno poročanje. Sam bi priporočal prav tistega, za katerim smo se danes brali, to je časnik.si. Tukaj je tudi
kar nekaj novih portalov, prej sem jih že omenjal, Portal Plus, recimo se ukvarja s to liberalno ekonomsko miselnostjo, Kritika konservativna, izpostavlja ta konservativni vidik na življenje in pa znani katoliški družinski medij Iskreni.net, ki nagrajuje svoje delo z tiskano izdajo časopisa Demokracija, ki naj bi postal brezplačnik, to pomeni, oziroma mesečni brezplačnik, če bo zbrati. Domovina, jaz sem moral povedati, se obračujem. To so nekako projekti medijski, za katere jaz priporočam, da se vam splača vzeti čas pogledati. Hvala. Sem dodala, da tudi ti projekti imajo vsak svoje ozadje, ampak, mogoče bo enkrat gleda pisala, imajo pa res bistveno boljše ozadje kot mediji, ki jih poznamo kot etablirane medije, recimo Dnevnik in tako dalje. Drugače pa, meni je časnik všeč. Odkrito povem, časnik mi je všeč, ker je to edini medij, ki mi sploh še kaj objavi, In moram priznati, da ko sem jim poslala prvi članek, da sem bila izjemno presenečena, da so rekli, da ga bodo objavili. Naslov je bil, da so v Jugoslaviji ljudje umirali od lakote in izpostavila sem primer Angele Bode, ki je prihodnje leto bo... Ja, ste prebrali? Me veseli. No, dobro. Drugače pa, kar se medijev tiče, jaz imam dve majhni punčki, ena je stara 2 leti, druga je stara 4 leta. Pri nas je tako, da zadnja 4 leta najprej smo gledali sam Baby TV, zdaj smo že malo napredovali na Disney Junior. Televizija ne gledam, ker me dejansko ne zanima. Res, pred kratkim sem prižgala v ponedeljek zvečer, mislim, da je bilo Studio City in sem videla tam Marcela Štefančiča, Ranko Ivelja in Alija Žerdina, skratka 3 ekstremne levičarje in drugmu so dopovedovali, ne vem kaj, dobila sem migreno, vzela sem tableto, ugasnila televizijo, hvala lepa. Tako je bilo. Radija ne poslušam, ker se v zadnjem času v glavnem ukvarjam z slikanjem in imam rada tišino, potrebujem mir. Tudi ko pišem, potrebujem mir. Skratka, na internetu, veste, pa posurfam samo toliko, kolikor res potrebujem, ko pač neko temo obdelujem, da pač moram neke stvari pač preveriti, letnice, datume, da nekaj narobe, Drugače pa medijev ne spremljam več, ker nimajo mi nič novega zapovedati, To ni zdaj, da bi se hvalila, ampak poznam večino ljudi, ki so vodili to državo v zadnjih letih in jo vodijo zdaj, recimo, in vem, kakšni so osebno in ni mi všeč. Vem, kam to gre in recimo tisto, kar je Dejan prej opozoril, problem, kar je pa še v medijih, je to, da za urednike postavljajo najraje tiste, ki so poslušni, neproblematični, tisti, ki ne bodo ugovarjali lastnikom, ki se bodo lepo sedli na kosilu z lobistom, ne vem, Francijem, Zavrlom ali s katerim koli že, se zmenili za oglase in tako dalje. To je zaželjeno, Skratka, Ana, jaz mislim, da si vse za 1 leto zdaj zagotovila, da ti bo časnik objavljala. Po mojem, da bodo spet vsi drugi mediji špukali po meni, kam bom končno malo mir, Če lahko jaz povem, Ani, sam to, da gotovo takih ne postavljajo na mesto urednika Novega glasa, premanjšini. Tudi zaradi tega, ker mi smo posebno manjšinski. In pri nas, ko povem, koliko nas dela ta časopis, bom povedal tudi vam, 3 poklicni časniki in ena kolegica, ki ima polovičen delovni čas, dela pa kot vsi ostali. In to je to. In to vsak teden
narediti in še skrbeti za web, ni, da je tudi časa dosti ni za hoditi z lobistov, ker nas jih ni, ker nas je vsak dan manj, to moram povedati, ampak še vedno ustrajamo kot slovenska manjšina. Pa če bi vas bilo veliko, Ja, ma ne, si so tudi pred nas, ampak nimamo časa fizičnega za se ukvarjati z njimi, zato ker, veste, časnik ima eno slabo lastnost, veste kakšno, da ga moram jaz oddati ob 2 v torek v tisk. Ob 2 je treba vedno oddati, je treba delati, no, jaz sem pa hotel povedati, že ker sem poklicni. Jaz nisem velik pesimist. Prej smo nekaj govorili, mogoče se je spregledalo prej, kar sem govoril, da se, kar je tudi kolega povedal, se kakovost veča, med drugim bi rad povedal, da tudi kot Novi glas in tudi sam sodelujem s časnikom .si, sodelujemo, bomo še nadgradili to sodelovanje, kako bomo videli, ampak moja misel kot urednika prav papirnatega gre pa tudi starejšim ljudem. Veste, mi moramo tudi za njih prav skrbeti za njih, ne? Zato, ker ljudje niso vsi internetno tako osveščeni, kot smo mi 4 tukaj. Lahko bi bili, lažje se bodo oni naučili, kot ko bomo mi obdržali tiskani trg. Ja, vem, ampak govori za ljudi, ki imajo 60-70 let, ki so naročniki starih, tradicionalnih, pa boš težko vsak bralc, no to bom jaz kot časnik povedal, je konzervativen. In zakaj sem optimist? Optimist sem zaradi tega, ker se je v 20-30 letih zadnjih vseeno tudi na Slovenskem pojavilo nekaj imen, ne bom našteval, ampak nekaj imen, katerim se lahko že verjame, ko pišejo zapise. In to, veste, to je velik uspeh. V Italiji jih imenujejo Le Penne in s tem sem vam tudi Peresa z veliko začetnico in s tem bi tudi zaključil svoje razmišljanje, da vam povem, kaj hodim iskati od slovenskih medijev, hodim iskati imena, ne hodim več časnikov, kaj kdo piše. Zaradi tega, ker nekaj časa mi je Hudičk pomagal in je vedno Hudič prav zmaknil roko, da sem bral komentarje. Zdaj sem pa tisto roko si fiksiral, ker zares nočem iti slabe volje spat. Ker da niti na Slovenskem enega psihiatra ni, ki bi napravil eno študijo o tej norosti, o greznicah, ki pod vsakem, pod rokometno tekmo, ki se dogaja v Celju, pridejo ven domobranci in še premalo smo ves, pa oni to in to je to. Mislim. En primer je bil res, bil je recept za jabolčni štrudel. Spodaj so se skregali o Janezu Janši. Ne hoče reči, da kakovost je, veste, jo moramo poiskati. Jasno pa, da vsi tisti, ki smo poklicno v poslu, se takoj poznati, da beremo več jezikov in da hodimo povsod, ampak jaz sem vedno vesel, ko pregledujem. Sam sem osebno mnenja, za razliko od kolege tukaj, ko vem, da se zaveda, da za tako majhno narodno telo, kot je Slovenc, tukaj vam to lahko povem kot človek, ki doživlja asimilacijo vsakodnevno in se v Sloveniji 2-milijonski narod si ne more privoščiti, da časopise svoje zaklepa na internetu. To je absurdno. To je norost in da bojo upali, da bo nekdo plačeval neki piano, pa ne vem, kaj to mora biti. To bi morala državotvornost biti, kot smo bili, ko je šlo zastopiti skupaj, da smo svojo državo si postavili. To mi je prav
Luka Lisjak, no, že ki si ga parkrat omenil posredno, ki piše Kritika konservativ, to je mlajši fant, izobražec. Jaz verjamem v te mlade ljudi, ki so najstarejši, tudi nocoj tukaj, povedal, veš, tvoja generacija, na četu se dobimo, mislim, moram povedati, ker po telefonu se skoraj ne pogovarjamo, tudi današnji večer smo vse po elektronski pošti uredili. Mislim, mi je rekel, veš, vaša generacija je že dovolj dobro naredila to, da smo vse državo dobili, ne? In zdaj treba iti naprej. In med tem, mislim, moramo biti pozitivni, ne? Da bi pa kdo mislil, da bo danes v klasičnem, jaz vidim, vam povem, da meni preberite si Zygmunta Baumana in njegovo definicijo liquid society, tekoče družbe. To danes mi živimo. Ko smo pisali o tem pred 15 leti, so rekli, da smo nori, da kaj se s tem ukvarjamo. Ampak mi živimo v družbi brez sidrišč. Se pravi, in če še nimamo, to se lomi. Kot se je nekoč spremenilo z Gutenbergovo, vse tako se danes spreminja in z internetom in gibljivo podobo in vsem spreminjajo mnenje. Pomembno je ne izgubiti vrednot pred sabo in pa to pa je, jih deliti. Lepo in dobro deliti, ker slabo pride samo, so že rekli naše none, to vsaj pri nas. Ne vem, če ste zastopili, ker tudi na internetu prej je kolega povedal, upam, da boste kar še večer napravili z Nadnjo o internetu, je ogromno slabega, ampak so pa stvari, ki si gospodje tukaj bi sanjali, da dobiš podatke o vsem, dostope do celih bibliotek, se pravi, preveriš. Danes je Dejan povedal, ki je dobil zadnji vrhunski traktat, ki ga bom šel prebrati. Hočem povedati, to so pomembne reči. Tako, hvala lepa vsem gostom za konstruktivno in plodno debato. Če zaključimo današnji večer, mediji gotovo imajo pomembno vlogo v družbi. Danes smo osvetlili pač mogoče malo bolj ta negativni del ustvarjene realnosti, ampak tudi so gosti povedali tudi nekaj pozitivnega, ne? Gotovo bo ena izmed prihodnosti, kot je Rok povedal, je v spletnih medijih, ki omogoča večjo demokratizacijo, manj cenzure. Predvsem pa je tudi na nas odjemalcev, ko beremo medije, da znamo selektirati, filtrirati in da poznamo tudi kontekst, da smo pozorni tudi na ozadje, na lastništvo in te zadeve. Preden predam besedo našemu duhovniku, bi se vam rad še zahvalil tako kot gospodu Steinbuchu za vsakega darice. Najprej dami.